Torej, kolegi, danes bomo nadaljevali z nalogo, ki smo jo zadnjič zastavili. Mehatronski sistemi nas obkrožajo tako rekoč na vsakem koraku. In ravno zato, ker so toliko prisotni v našem življenju, se jih večina niti ne zaveda, da ima opravka z mehatronskimi sistemi. Vendar, ko pogledamo, kaj mehatronika je, da združuje znanje strojništva, elektrotehnike in informatike, šele takrat se nam počasi odpirajo obzorja. To pred mano je preizkuševalnik krmilnih sklopov, transportnih košar. Uporabljamo jo za popravilo krmilnih sklopov in pa za programiranje krmilnih sklopov. Naprava je bila razvita s pomočjo lastnega znanja, ki smo ga usvojili tako na delovnem mestu kot v šoli z področja elektronike in strojništva. Izobraževanje mehatronikov v Sloveniji poteka na poklicnem, srednješolskem, višješolskem, prav tako pa tudi na univerzitetnem nivoju. Programi so zastavljeni najsodobneje, izobraževanje poteka v šolskih laboratorijih, kar je pa najbolj zanimivo, veliko izobraževanja tudi pri delodajalcih. Poklic mehatronika je zelo primeren tudi za dekleta. Ko sem se odločil za študij mehatronike, nisem dobro vedel, kakšni izzivi in naloge me čakajo v tem poklicu. Sedaj v praksi pa sem spoznal, da je pomembno tako znanje elektrotehnike kot znanje strojništva za reševanje novih izzivov in nalog, ki pa jih v tem poklicu nikoli ne zmanjka. Mehatronik je poklic, ki podira funkcijske pregrade med klasičnimi poklici. Zaradi tega bo omogočil mladim učinkovitejše delo na delovnem mestu in jim dvignil tržno vrednost na trgu dela. Razvoj programov z področja mehatronike so narekovale tako potrebe doma, kako tudi v tujini. Široko znanje, ki ga dijaki študenti prinesejo, omogoča zaposlitve možnosti tako v gospodarstvu, kako tudi v obrti in potrebe so tudi narekovale vse bolj pogoste štipendije. Mladi svojo odločitev za poklic mehatronike utemeljujejo predvsem z spoznanjem, da to ni le poklic sedanjosti, temveč predvsem poklic prihodnosti.